Pozdravljeni. Za sezono 2022 je v tem trenutku prost samo še en sedež. Tisti pri Alfa Romeo Racing in mnogi avtorji so začeli pisati prispevke o tem, kako bi si lahko podaljšanje pogodbe zaslužil Antonio Giovinazzi. Tisti, ki mi sledite, veste, da meni osebno Antonio Giovinazzi ni preveč pri srcu. Ampak to ni toliko pomembno, kajti moje mnenje je seveda nepomembno. Ampak poraja se vprašanje, ali si Antonio Giovinazzi res zasluži ostati v Formuli 1. Mnogi so komaj sedaj ugotovili, kako dober je, kako hiter je, kako je letos boljši od Kimija Räikkönena. Ampak zgodovina Antonija Giovinazzija v Formuli 1 je vse prej kot blesteča. Kolikor pogledamo tisto, kar je osvojil pred kariero v Formuli 1, bomo ugotovili, da bore malo. V njegovem življenjepisu nisem opazil, da bi postal prvak kakšne nižje kategorije. Ampak to ni toliko važno. Videli smo ga, da je prvič debitiral pri takrat ekipi Sauber na prvih dveh dirkah v sezoni 2017. Takrat je nadomeščal Pascala Wehrleina, ki se je poškodoval na Race of Champions. Kaj se spomnimo od tistih dveh dirk? Sam osebno množico rdečih zastav, ki jih je tako ali drugače priskrbel Antonio. Nato je bil nekaj časa tretji voznik pri ekipi Haas, namreč že takrat je veljala naveza med skuderijo Ferrarijem in Haasom. Ko se je ta pustolovščina končala, smo lahko brali, da Günther Steiner ni imel preveč dobrega mnenja o Antoniju. In tu sem precej prijazen, kajti vidite sami, kakšne izjave je podajal sedaj še zmeraj glavni odgovorni pri ekipi Haas. Nato je bil Antonio eno sezono 2018 pri ekipi Sauber tretji razvojni voznik, ker smo ga videli v petkovih prostih treningih, ampak nič več od tega. V sezoni 2019 je prišel do svojega sedeža. Namreč Charles Leclerc je bil premeščen v Ferrari in sprostilo se je mesto. Tokrat je Antonio Giovinazzi imel za moštvenega kolega izkušenega in priljubljenega Kimija Räikkönena. In ta par je vztrajal pri Alfa Romeo Racing v naslednjih 3 sezonah. Komaj sedaj, ko se govori, da bo izgubil sedež, se je nekaterim avtorjem začel kazati v dobri luči. Ampak biti moramo realni. Do sedaj je bil njegov najboljši rezultat na dirki 5. mesto. In to v tisti prvi sezoni 2019, ko je bil bolid ekipe Alfa Romeo Racing bistveno boljši kot sedaj. A Antonio Giovinazzi je v Formuli 1 že več kot 5 sezon, tako kot glavni in tudi kot pomožni voznik. Je tista rezerva za skuderijo Ferrari, od katerega bi pričakovali bistveno več. Strinjam se, marsikateri voznik je začel pri skromnih ekipah in v prvih sezonah ni dosegel rezultata. Tudi Fernando Alonso, ko je začel pri Minardiju, ni dosegel tistega, kar je dosegel kasneje. In eno leto je pauziral, dokler se ni sprostil sedež. Ampak pri Antoniju ne vidimo nekega napredka. Res, enostavno se je zgovarjati, da letos je začel kazati boljše rezultate od Kimija Räikkönena. Ampak Kimi je na koncu svoje kariere. Njegova motivacija je izjemno nizka in biti boljši kot svetovni prvak, ki je v zadnjem letu svoje kariere, ni ne vem kako laskav kompliment.
bodimo iskreni. Kimi je v Formuli 1 tudi zaradi svoje priljubljenosti med publiko ter podpore pokroviteljev. Njegov naslov svetovnega prvaka ne sega v prejšnje desetletje, ampak v še eno desetletje pred tem. Seveda, mnogi navdušenci ga imajo radi, ampak njegovi rezultati, če smo pravzaprav iskreni, so bistveno pod pričakovanji, še posebej odkar se je preselil v Alfa Romeo Racing. Njegova forma niha, medtem ko je forma Antonija Giovinazzija več ali manj konstantna, tam zadaj. In tu skušam izključiti vse tiste moje osebne pomisleke, ki jih imamo o tem vozniku. Ampak če je v letošnji sezoni Antonio Giovinazzi do sedaj dosegel 1 točko in Kimi 2, ne pomeni, da je Antonio Giovinazzi bistveno boljši od Kimija. Če smo pravzaprav iskreni, sta oba pod pričakovanji, da ne rečem z nič. Krivda je tudi na strani samega bolida, tu se strinjam, ampak ne pri enem, ne pri drugem vozniku nismo videli tiste dodane vrednosti, katero bi pričakovali od bivšega svetovnega prvaka in od voznika, kot pravijo mnogi avtorji, je neizjemno hiter. A moramo se vprašati, zakaj sploh ima Antonio Giovinazzi sedež, kot sem omenil na začetku prispevka. Preden je prišel v Formulo 1, ni osvojil nobenega naslova. Tudi v Formulo 1 je prišel s pomočjo Ferrarija. In kaj so videli pri Ferrariju v njem, praktično ne vem. Njim je imel prednost Charles Leclerc, ki se je dokazal tako v manjših formulah, kot tudi na to v Formuli 1. Ampak, ko je Antonio Giovinazzi dobil priložnost za njim, pač ni pokazal istega, kar je pokazal Charles. In sedaj se bomo vprašali, kje je vzrok, da je toliko let na sedežu Alfa Romeo Racinga. Morda je vzrok v tem, da Ferrari Driver Academy nima drugega primernega kadra? Vprašanje, ki bega marsikaterega navdušenca, namreč logično bi bilo, da bi Mick Schumacher zasedel letos sedež, ki ga ima Antonio Giovinazzi. Ampak pri odgovornih naj bi imel Giovinazzi prednost. A z naslednjo sezono bodo pri Sauberju lahko sami odločali, kdo bo sedel na tistem sedežu, kjer je sedaj Giovinazzi. In če imamo voznika, ki ne dosega recimo temu izjemnih rezultatov, lahko udobno na njegovo mesto posadimo nekoga, ki je mlad, neizkušen, ampak obeta v prihodnosti. V danem trenutku bodo rezultati enaki, ampak z malo sreče bodo imeli potencialno dobrega voznika za prihodnost. In imamo najmanj 3 imena, ki so v mojem mnenju primerna. In govorimo o Zhuju, ki ima sedaj zadnjo priložnost, da pride v Formulo 1, ampak imamo tudi imena, kot so Piastri in Pourchaire, ki sta oba izjemno obetajoča za prihodnost. Čas Antonija Giovinazzija kot obetajočega voznika Formule 1 se je iztekel že zdavnaj. Mnogi, bistveno bolj hitri njegovi sovrstniki niso imeli na razpolago možnosti, ki jih je imel on. In sedaj, kot sem že omenil, ni med mojimi favoriti splošno, ampak ne vidim razloga, zakaj bi si zaslužil še 1 leto pri ekipi Alfa Romeo Racing. Mnogi bodo trdili, zato ker je Italijan in pri italijanski ekipi bi bilo lepo imeti takega voznika. Prvič, ekipa ni italijanska, ima švicarsko licenco in drugič, Alfa Romeo je le pokrovitelj. Res na veliki nagradi Italije so imeli trobojnico na pogrovu pogonskega sklopa, a gre le za marketing.
Antonio Giovinazzi bi moral, po mojem mnenju, pokazati bistveno več. Biti konkurenčen in nekako hitrejši na koncu dirke, kot naprimer Yuki Tsunoda. Za eno samo točko, ki je prišla tudi po spletu okoliščin, ne moremo trditi, da je on tista prihodnost švicarske ekipe. Če je lahko Nicolas Latifi z Williamsom boljši od Antonija Giovinazzija, si Antonio Giovinazzi z njegovimi sezonami in leti ne zasluži mesta v Formuli 1. Zato sam osebno ne razumem mnogih avtorjev, kaj v Giovinazziju vidijo. V njihovih sestavkih kakih argumentov sam nisem našel, čeprav priznam, da sem pristranski, kajti nisem eden izmed tistih, ki častijo italijanskega voznika. A kot običajno gre za moje osebno mnenje, ki je kot ponavadi lahko tudi zmotno. A za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.